Papa Kabar, dobrodošli nazaj na Tropskem Balju in dobrodošli nazaj na najinem YouTube kanalu. Z vami sva tako ka vedno, Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Kar nekaj Balja smo si že ogledali v prejšnjih vlogih. Danes pa je čas, da te popeljeva med neverjetne slapove v samo mesto Ubud in pa med tropske gozdove skupaj z opicami. Sploh ne rabo iti v Monkey Forest, klej se opice kar sred mesta sprehajajo. Čist noro. Pač tako, kot sva rekla, ta Ubud je res povezan z naravo. Zdaj pa sva šla okoli in okoli, v glavnem Google Now je čist narobe pelil in sploh nisva našla tega Monkey Foresta, zdaj sva pa končno tukaj. Torej, sam Ubud je že tako ful zelen, pa imate pa sred mesta še en tak velik gozd, v katerem lahko najdete same opice. Sva pa slišala od lokalnega prebivalstva, da te opice tukaj v Ubudu naj ne bi bile napadalne in ne bi bile zelo prijazne. Ti pa še zmeri lahko ukradejo stvari. Medtem ko une opice, ki smo jih videli v Uluwatu templu, so bile pa zelo napadalne in pa ja, tudi tiste kradejo. Opice v bistvu zelo rade ukradejo stvari, ki mislijo, da so hrana. Recimo tudi razkoživ, če ga imate takole le pri strani, ga lahko ukradejo in ga bojo spile, kar pa seveda ni dobro za njih. Tako da vse tele predalčke obvezno spraznite in pač imejte samo zaprte. Znajo pa baje tudi ruzake odpirati, tako da bodite pozorni. He just wants to take a selfie. What's going on? Do we try? I don't know, man. It's this colour. It's this colour. Wait, take a photo. Yeah. Hold on. Yeah, go on. Oh my god. Got the ones this bag. Hey, give me my back. Tole je pa noro, res cel dan bi lahko gledal tele opice. Pač gost je ful velik in v bistvu mislim, da imajo kar zelo veliko prostora za igrati se, za divjati okoli. Res cel dan bi jih lahko opazoval, drugo pucajo, se prehranjujejo, pač gledaš jih lahko, kako spijo, se igrajo, vse živo, pa neverjetno velikih je. Moji si nekaj sporočajo, ker zdaj so kar naenkrat vse sem prišle. Ful jih je tle. Nekaj se dogaja, pa ne vem kaj. Ja. Ja, zdaj sva zvedla. Sporazumevajo se torej, če vidijo kakšen sneg, kakšen prigrizek ali pa recimo kakšnega psa, kaj tazga in pol drugo obvestijo. Zato jih je pa kar naenkrat toliko prišlo k nama. Jaz mislim, da je bil nek prigrizek, zato so Verjetno bo prišle. bolj to, ja. Mi je zelo pri tej areni ena začela plezati gor po hrbtu in sem se ustrašil in sem tekel. In poj, koliko ironično, mi spodrsne na bananemu lupku. Tom in Jerry risek, a res? Res je. Kaj je opica? Se je začela obešati? Opica, No, še enkrat. Ne, še odniži dal. No, opica, dej. Zdaj še
moram navaditi na drugo. Pa už parijske opice. Valjda. Gost je res velik in je tudi razdeljen v več segmentov, tako da se kamot res cel dan zgubljaš noter. Tukaj so šla počasi v bistvu proti tistemu delu, ki je reka skozi, tako da je tudi en ful lep most, taki majhni potočki, pa mlakužice in podobne stvari. Je pa gost res tak naraven habitat teh opic. Se pravi, ni to ograjeno, ni to kot nek živalski vrt, ampak je res odprt gost, zato tudi v bistvu lahko uhajajo v mesto in se tam sprehajajo, zvečer pridejo nazaj, nič takega. Kar je v bistvu samo dodana vrednost je, da so neki skrbniki, ki če je karkoli narobe z opicam, pa za njih poskrbijo. Tale ima pa poškodovan rep, v bistvu od tega, ker se tok tepejo med sabo. Je pa to še zmeri narava in v bistvu v naravi se tudi tepejo, džungla je. Tako da ni vse rožnato in tale zraven mene ima zelo, zelo poškodovan repok. No, take poškodbe recimo potem sanirajo, tako da je nekako taka win-win situacija za vse, za opice, za nas obiskovalce in za sam živalski vrt, če hočete temu tako reči. Drugače treba pa ful paziti, ko se tukaj sprehajaš. Ne samo, da opice kradejo, tudi kokosi padajo po tleh in lih kar je en strmoglav dol, skoraj na 2 turista. Zelo blizu. Lejte tegale, neumnosti počne, pa ga je pa še sram zraven, pa se skriva. Tole je bilo pa doživetje pa pol po moje. Res noro, toliko so fajn tele opice. Pa lepo jih je gledati res v naravnem habitatu, a ne, kako oni v bistvu živijo. Tako da absolutno priporočam vam, midva sta bila verjetno čisto predolg tle not, mislim, da je 3 ure. Ampak lahko bi bila cel dan, res. Ja, se pa da drugače stvar v 1 uri pa po 2 urah tako dober pogledati. Samo toliko, da veste malo planirati. Ne moreš pa biti v mestu, ne da bi obiskal lokalno tržnico. Kakor vidite, se midva že nahajava na takem manjšem bazarju, ampak sva naletela na en problem. Ubud ima namreč sred mesta eno zelo znano tržnico, ki pa je trenutno zaprta, ker jo namreč ravno prenavljajo. Tako da v bistvu zdaj vsi te prodajalci so se preselili na ulice, na te manjše uličice okoli in okoli tega, skozi katere se bova zdaj sprehodila. Nimava sreče, a? Ne, so hotela sadje nabaviti pa. Baje, da je sam zjutraj. Zraven tržnice v Ubudu pa se nahaja tudi Kraljeva palača. Ta kompleks je služil pač kot uradna rezidenca balijske oziroma ubuške kraljeve družine, ki pa je bila odgovorna za postavitev precej enih templov tukaj na Baliju. Čez dan je toliko vroče, so pare vlage, kakor jo hočeš. Tako da v bistvu daleč najboljša izbira za hrano je kakšno sveže sadje ali pa te sveže stisnjeni sokovi, ki jih imajo. Tako da midva sva zdaj šla malo sprobati lokalno sadje. Popoldanska papica. Popoldanska papica. Evo, tule je mangosten, pol imava dragon fruit, malo mandlov, pa še banano. Hotela sva probati še durian, pa ga tukaj nažalost nimajo. Upava, da ga bova kje dobila, da ga probava, ta smrad hudičev. Za oba naju je prvič, da jeva tudi dragon fruit. Dober je. Ful je dober. Ja, sladek, zanimiv okus. Ničemur ni podoben, kar sem do zdaj jedel. Ne moreš ga ničemer primerjati. Mangosten sem pa jaz sicer pil v energijski pijači, pa ti si bil ful dober, ampak prav samega pa še nisem probal, tako da... Probam. Daj. Zanimivo. Tega bi pa primerjala s kakšno mandarino, sicer je drugačen, ampak tako, na približen. V
Indoneziji je od junija do septembra sušno obdobje, ampak zelo je zanimivo, da tukaj v Ubudu pa že zadnje par dni vsak dan pada dež in je to čisto normalen. Se nama je pa spet zelo pooblačil, pač spet je vprašanje, če ne bo padla nevihta, tako da bomo videli. Ja, pripravite se na kakšno nevihto, če boste prišli sem. Nisva pa mogla mimo tega, da obiščeva še ene riževe terase. Te se namreč nahajajo direktno v mestu Ubud. Ne vem, če ste vedeli, ampak Indonezija ima toliko rodovitna tla, da lahko riž poberajo kar 3-krat na leto. Pač neverjetno. Ampak ja, kot sva že omenila, trenutno še ni pač ta čas. Je pa cel Ubud po moje tako malčkeno namočvirjen. In tlele za mano zdaj poslušajte zvoke žab. To noro stari, sam nabijajo. Spet sva zavila v eno lokalno restauracijo oziroma varung se tukaj reče. In tukaj bi rada z vami delila še eno dejstvo. In sicer cena alkohola v Indoneziji. Namreč Indonezija je seveda muslimanska država in to mislim, da se zelo pozna tudi pač pri cenah alkohola. Zdaj sva naročila spet seveda pečene nudle, mije gorek in v bistvu cena je bila 35.000, torej malo več kot 2 evra. Medtem ka za pivo, za ta malega bintenga, torej lokalno pivo, sva odštela 30.000, torej pač ja, 2 evra. In lahko pač v bistvu vidite, da je cena zelo primerljiva s hrano, se pravi pivo pa hrana je tam. Tako da to je majčken slabost Indonezije, alkohol je kar precej drag. Ni pa mesto Ubud zastonj kulturna prestolnica Balija, namreč tukaj ima res vsak bar nek svoj lokalen band, kjer se zvečer zberejo, igrajo in je full hud vibe, tako da se splača zvečer jet na kakšno pijačko. Tudi midva sva šla in uživala v zvokih Taylor Swift in podobnih artistov. Na poti iz večerje so pa videla en masažen salon, sva rekla, ajde, kaj glih pred konc počitenc, si gremo malo prvošiti. In sva kar not zavila. V glavnem, masaže tukaj so res poceni. Od 6 evrov dalje jih najdete za celo uro, se pravi za cel telo. Tako da se lahko malo sprvošiš, pa se malo razvajaš. Jaz sem čist zrelaksiran, boš le kar spat zdaj. Jaz sem kar malo zaspala, vmes. Fajn, sploh je toliko poceni. Približujeva se slapu Tukat Čepung. Sam slap je oddaljen od Ubuda približno 1 uro proti severu in pa v bistvu do njega se je za sprehoditi od parkirišča do slapu nekje 300 metrov strme poti. Tole je pa... Noro je! Tole je pa strmo. To bo pa zabaven za gor. Bo, a ne? Jajo. Shit. To da. Še več štenk, konč. Je pa hiter, nimaš prav veliko cajta. Avion moraš še jeti. Zato? Ja, v bistvu je bil to že najin zadnji dan na Baliju, pa še to ne cel dan. Ob 12. naju je namreč že čakalo letalo iz balijskega internacionalnega letališča in ker sva imela dobrih 6 ur časa, sva rekla, ma dober. Pa moramo še 1-2 slapova noter stisniti v ta dan. Na tej točki se potem pot nadaljuje po vodi, tako da dejte se primerno obut. Midva imava tele sandalčke. Malo bo sicer smoten, ker ja, čez 6 ur imava avion in sandali se nama definitivno naj posušiti. Ampak bova že nekako sfolgala. Kakšne jame ti to rineš, ej? Treba priti do slapu. Ja, že do slapu, ampak sta se tudi ene zelo pomembne življenjske lekcije naučila. Ne zaupati Instagramu. Number 1
Tole je pa noro, res čisto ena druga stran Balija. Pod slapom pa to piha, prav piha. Mislim, da sem cela mokra od tega prša. Evo, tukaj je pa potem še ta manjši slap. Torej, če greste na teku Čepung, boste najdel dva slapova, ta velikega pa ta malega. Je pa res krasna narava, ker je vse tako lepo v kanjonu. Na Baliju lahko počnete še marsikaj drugega. Lahko se greste potapljati, lahko v bistvu rentate 4-kolesnike, pa greste na kakšno divjo vožnjo s 4 kolesniki. Ponujajo tudi trekinge, pohode na vulkan. Potem recimo imajo razne rafting ture, pač greste lahko na eno adrenalinsko rafting vožnjo. Zdaj ja, midva sva bila na Baliju zelo malo časa in seveda vsega nisva mogla doživeti. Ampak toliko, da veste, kaj vse je pač še na voljo. Razne take ekskurzije vam bojo tudi na ulici ponudili. Midva bi si zelo želela iti še na kakšno adrenalinsko doživetje, ali na kakšen rafting, ali kakšne 4-kolesnike, ampak žal zaradi Aleksovih rok je pač vse to odpadalo. Ampak toliko, da veste, kaj vse je na voljo. Malo nimava sreče. Malo dež pada, malo ne pada, malo pada. Kaj škrat? Sej ni važen. A ni važen. Ni važen, fajn se imamo. Morning comes at night. I don't understand. You and I so different now. We are always on the edge. Hearts are open wide. No, tako pa še naslednji slap, ki se nahaja 1 uro južneje od unga prejšnjega, tega nungan slab. Ful je velik, noro bubni, res ful dober. Je vredno tudi v takem vremenu priti. Da je čist mokra kamera, čist moker GoPro. Ja, poleg dežja še ta nor prši, čisto mokra. Nisem pa mogel oditi iz Balija, ne da bi naredil še eno stvar. Is it okay? Ampak to je že zgodba za naslednjič.